Ja, ne bomo. V glavnem, oni, ki ste prvič, Kreativna jutra potekajo v 130 mestih po svetu in če sem danes dobro preštel, smo 38. mesto, ki ima hkrati Creative Morning na prav tale petek. Tako da bomo vsi se pogovarjali o delu, ker imamo globalno temo cele stvari. Mi je prav tako posebno veselje, da bomo imeli Cirila Jazbeca danes. To je fotograf, ki sem ga spoznal po moje 2-3 leta nazaj. Zelo mlad, zelo perspektiven, zelo priden, popolnoma predan delu. In kar mi je najbolj všeč je to, da ta predanost delu ga je dejansko pripeljala do National Geographica in pa menda to sploh ni največ, ne. Ciril neke druge stvari mu celo več pomenijo kot sam National Geographic, kar je pa meni super, da pa je prav ta mesec je na coverju National Geographica njegova zgodba, njegova fotka, ne. To pač se pravi, v 2 letih je od mladega perspektivnega fotografa Rado največ, kar obstaja v tem svetu. In je seveda iz Slovenije in je tukaj in tako da, Ciril, zdaj boš pa ti kaj povedal. Super. A se slišimo? Ja, hvala. Samo sekunda, jaz te še en požirk. Kako ste? Avo. A veste, kaj me zanima najprej? Koliko med vami je fotografov, pa koliko jih zanima fotografija, tako malo bolj resno, res me zanima, čisto tako iz firpca. Jezus. Živa. Čakaj. Kva hočeš, samo to omaknemo na stran. Dajmo luči ugasniti. V glavnem, dobro jutro. Moje ime je Ciril Jazbec, za tiste, ki ne veste. Pa za tiste, ki tega niste razbrali iz mojega čudovitega logotipa, ki ga je oblikoval Grega, ki je drugače super dizajner. Samo včasih je problem, ker jaz dam to kakšni stari mami, pa gleda mojo vizitko s tem logotipom, pa gleda te črke, pa se sprašuje, pa kva je to zdaj, ne? Sam pa jaz pojasnim, da je to piše photographer Ciril Jazbec in pol je to wow, ne? In pol so čisto vsi navdušeni. Vse te urednice v tujini, ne? In tako dol padajo, ne? In to je pač ta design thinking z zgodbami, ne? In to Grega obvlada, ampak nismo danes zato tukaj. Jaz sem drugač fotograf in se s fotografijo ukvarjam že 15 let. Čakajte, samo jaz daljnico vzamem. Jaz pomem daljnico. Ja, skoraj 15 let, no, 14-15 let sem nahajal na fotografijo in sem jo tudi študiral v Londonu, dokumentarno fotografijo. In zdaj pa v bistvu danes, čakajte, to dela. Zdaj trenutno pa kar predvsej delam za National Geographic, z njimi imam pogodbo in zdaj imamo aktualno številko, to je naslovnica novembrske številke. V bistvu moja zgodba je išla zdaj novembra končno po vseh svetovnih edicijah National Geographica. In tukaj bi jaz to povedal, ne. Jaz ponavadi pokažem ful fotk na predavanjih, ne, tako prav, ponavadi kar malo zamorim, kaj pokažem tako 200 fotk, ampak danes bo malo drugače, danes bo malo bolj osebno predavanje. In jaz recimo, ko sem bil v osnovni šoli, tam kakšen 6. razred, ne, sem imel že eno spletno stran, ne, in gor je bila, to je bila zelo primitivna spletna stran, groza. Gor je bila tako moja vizija pa cilji, ne, in eden izmed ciljev je bil, da bom enkrat fotograf za National Geographic, ne. Ne vem, zakaj sem to napisal, mislim, res tako ful samozavestno. Zdaj mi je to res tako čisto smešno. Ampak pač ne vem, jaz sem takrat ful gledal ta National Geographic, ne, ta revija z rumenim okvirjem in moja teta je imela ful teh revij, ne, celo to, pač tako, ne, cela omara teh revij, ne, jaz sem to gledal in te fotke raznih kultur in dežel iz drugega konca sveta se mi je res dotaknilo, ne, in takrat to bila ena moja taka res, so bile to moje sanje, ne, ampak pol sem to že čisto pozabil na to, no, ampak zdaj, ko razmišljam, dejansko so se mi na nek način te sanje izpolnile, ne. In tudi zadnja leta delam kar take sanjske projekte, ne. Tako da danes, ne, v bistvu jaz hočem vam povedati, da sanje so mogoče in tudi, če imate vi sanje, se jih da uresničiti, ne. In tako da danes bi vam rad malo, jaz ne vem, mogoče bo kdo dobil kakšno idejo ali mogoče bo, ne vem, kdo kaj drugače razmišljal po tem predavanju, ne. Zdaj, preden pa rekel sem, da ne bom kazal fotk, ne, ampak sem se malo zlagal.
vsem bom ene par fotk pokazal, samo toliko, da vas malo popeljem v ta moj svet. To je en slideshow, ki je ponavadi na festivalih po svetu. 3 minute traja in gre v bistvu za moj projekt On Thin Ice na tankem ledu. To je pravzaprav eno poglavje iz mojega večletnega dela na temo podnebnih sprememb. Mene zanimajo skupnosti, ki so na ogroženih območjih. Tukaj je zgodba o Inuitih na Grenlandiji. Jaz sem bil v bistvu tam skoraj pol leta. To so bila 4 potovanja. In tukaj, ko vidite, to goro, to je v bistvu mestece Umanak. Gora se imenuje Umanak in to je otoček. In tam približno živi 1000 ljudi. In to, kar tukaj vidite, to je vse zamrznjeno morje. In ko sem jaz prvič preletel s helikopterjem, tukaj letiš, tukaj je letališče in pa imaš iti s helikopterjem čez ta fjord. In to je bilo tako meni, wow, kot da sem sred filma Avatar ali Lord of the Rings. Pol vidiš ljudi, ki se vozijo s sankami pa psi. Ampak jaz sem večinoma časa preživel v vasicah, ko so pa po manjših otočkih naokoli in tam pa živi po 50 ljudi, 100 ljudi in tam je še tako zelo odročno. In zgodba je v bistvu govori o tem, kako se življenje spreminja, kako podnebne spremembe na njih vplivajo. Recimo morje zamrznjeno, zdaj mogoče to se zgodi za en mesec ali pa 2. To še 10 let nazaj so imeli oni po, pol leta, 8 mesecev zamrznjeno morje in to je zdaj bistveno na njih vplivalo. Tako da to si lahko preberete v aktualni številki National Geographica. Zelo dober tekst je napisal ameriški novinar Tim Folger. On je tudi prišel do mene gor za 1-2 tedna in sva malo skupaj okoli hangala in je kar, mislim, da je zelo dober tekst. Tako da jaz bi to zdaj pokazal. Zdaj bi malo ugasnil luči. Pa zvok bi rabili. Tako da uživite.
Okay. Okay. Da prideš v National Geographic je zelo dolg proces. Meni so v bistvu sledili že kar par let. Takoj po faksu sem že z njimi bil v kontaktu, ampak je potem to bil res dolg postopek. In tudi, kaj enkrat prideš noter, potem traja še 2 leti, da zgodba nastane, da se sproducira. In tako da, zdaj jaz, ko sem se pripravljal na to predavanje, sem v bistvu, je bilo ful dobro, ker sem šel dejansko malo čez svoje življenje. In sem ugotovil, da so bile določene prelomnice v življenju, ki so ključno vplivale na vse to. Pa zdaj ni tako, da sem jaz ta National Geographic sanjal vsak dan. Jaz sem to dejansko čisto pozabil na to. Še vmes sem prav, ne vem, se spomnim, da mi je bil že ta National Geographic, to sploh, to je brez veze, to je samo neka te narava, pa živalce, pa tako da sem dejansko na to čisto pozabil. Pa tudi tako, dejansko sem pa imel vedno neko to, ne vem, a sem rojen pod srečno zvezdo. Vedno se mi je nekaj odpiral, Tako, bil je že res super let, ne vem, dobiš nekaj, ne vem, tako delaš projekte in rečeš, wow, je to mogoče. In pol, vsak let je bil samo še boljši, Sem pol, zdaj sem ugotovil, da nisem glih pod srečno zvezdo rojen, Mislim, da je malo drugače to, Da se tudi vse so zgodile stvari zato, ker sem jaz za to nekaj naredil. Tako da to je to, ampak to je pa ena fotka iz otroštva. Tukaj sem zgleda še sanjal, da bom traktor vozil, ampak na srečo sem danes fotograf. Tako da še dobro. Zdaj, kar je bila ena taka prelomnica, je bila Avstralija. Jaz sem šel v Avstralijo na potovanje, konec osnovne šole, z enim frendom. To je bilo tako zelo, tako so vsi bili čisto šokirani, kako je to mogoče. Ampak to je meni res totalno spremenilo življenje. Mi smo imeli enega družinskega prijatelja, enega Nemca, ki smo se poznali s starimi pa to, in to je bil malo starejši, to ni bil zdaj še en 16-leten mulc, ampak tako pač koliko je on starejši od mene, ene 10 let, malo manj. In on je planiral to potovanje s svojo punco. Tako, in on je res Nemec, on je toliko v nulo. Jaz nisem bil še na potovanju, ki bi bil toliko splaniran. Ker jaz ponovadi, mislim, vse se pripravljam, pa delam research sam, bolj kaj ta zadnji dan pakiram, na letališču zamujam. Tukaj on je imel splaniran potovanje tako v nulo, Vsak dan se je vedel, kva počela. Sam ni bilo tako za neki turistična skupina, Midva sem imela džip in sva se 2 tedna furala čez celo puščavo, Sva šla tako, res je bil sanjski potovanje. Tako da njega je pustila punca, na njegovo nesrečo, ampak na mojo srečo pa je iskal enega buddyja in je povabil mene zraven. In sem šel pač v Avstralijo in se prav spomnim, to je bilo prav, jaz sem bil pa tak mali fantak tam iz ene vasice v Tržiču. In se prav spomnim, ko sva priletela v Sydney, jaz ponoči sploh spati nisem mogel, To je bilo domotožje in to me je tako stiskalo, grozno, Sam pol sem se jaz dejansko zaljubil v potovanja in ne vem, ko sem bil tam Aborigine in ta svetloba, v Avstraliji, to te čisto začara. Odpre ti nov svet, pač tudi moj ta prijatelj je takrat na polno fotografiral, na film. In me tudi veliko naučil in jaz sem začel tukaj dejansko res fotkati. In potem sem prišel nazaj na srednjo šolo, sem imel v tej Avstraliji že poln kufer, ker sem mogel odpredavati to moje potovanje in 50krat še naslednje letnike vsem učencem pri geografiji. Tako da ja, drugače pa tudi moje začetke fotografije so se začeli sicer že v osnovni šoli, imeli smo eno temnico in smo razvijali fotke. Ampak ja, ta Avstralija mi je dala dejansko en zagon, tako da to pač greš ven iz enega, mislim, je bilo čisto wow, greš, spomnim se, šel sem na avion in ta friend mi je razložil, da če s prijateljem to stevardess, da ti še večkrat prinesejo tisti mil, in potem sem bil čisto navdušen, sem bil čisto že, sem skoraj bruhal, ko sem mi 5krat naročil tam nekaj. Tako da pač je bilo res top, Imel sem to ful srečo, da sem imel to možnost. Zdaj pola, je bila pa pač srednja šola in začetek gimnazije, In jaz sem se vpisal na ekonomsko gimnazijo v Kranju, zato ker me je zelo zanimal biznis, pa ker ni bilo fiske, pa
pa kemije je bilo zelo malo, kar je bilo super. Bilo je pa to, bila je pa ekonomija pa podjetništvo, ne, me je to res ful zanimalo. Jaz sem bil po mojem eden redkih, ki je dejansko podjetništvu, jaz sem res poslušal, ne, in jaz sem vedno želel biti sam svoj šef, ne. Takrat sploh še nisem toliko razmišljal o fotografiji, to je bil pač moj hobi, ne, ampak pač to, da imaš nekaj svojega, ne, to sem vedno vedel, da bom nekaj svojega delal, ne. Zdaj, imel sem tudi srečo, no, da sem dobil Zoisovo štipendijo in to je takrat meni res ogromno pomagalo, ampak ne finančno, ampak pač takrat je bil tak sistem, da so bili poleti tabori, ne. In jaz sem šel recimo na tabor novinarstva, eno leto sem šel na tabor podjetništva in to je bilo tako res na visokem nivoju. Veliko tudi teh ljudi, ki so bili tam, so danes, ne vem, novinarji na Pop TV-ju ali pač res je bil tak skupek enih res kreativnih ljudi in ti je dal ful enih idej, ne. In tudi, ne vem, ko smo imeli tabor podjetništva, to, ne vem, pač, mislim, že ta ideja, ne sploh tak biznis, no, pustimo to, ampak to, da nekaj začneš iz nič, ne, imaš eno idejo in začneš nekaj iz nič in imaš en tim ljudi in pol nekaj nastaja in se začne nekaj aktivirati in mogoče še kakšen, se da še kaj zaslužiti, ne, to je meni, mislim, podjetništvo je zakon, ne. Zdaj danes, ne, žal je res katastrofa v Sloveniji, tudi teh Zoisovih taborov ni več denarja, kar je res katastrofa. Drugače pa tudi imel sem, ne vem, starši so mi zelo veliko naučili, no, v tem smislu, da so me ful podpirali, ne, ampak sploh niti ne toliko finančno, no, so bili zelo strogi glede financ, ker jaz sem pol dobil apetit in sem želel, ne vem, neko super opremo že in nek fotoaparat sem tam gledal, ampak so me doma takoj ustavili, ne, so rekli, da to ne bo šlo, da je to čisto drago, tako da pol sem vzel od njih kredit in smo podpisali pogodbo, ne, tako kar parkrat se je to zgodilo in pa dejansko sem pol vrnil ves denar, ampak smo mama dejansko sva sestavila pogodbo in sem podpisal in pol sem vrnil ta denar, ne, tako v, ne vem, čez par mesecev ali pa čez eno leto. Ampak to me je tako pristililo tudi pol za naprej za življenje, da sem res delal dobre odločitve in da me ni nikoli nekaj zaneslo, ne. Tudi meni se zdi tako, ne, da če bi zadeval zdaj na loteriji, recimo če si umetnik ali fotograf ali freelancer, karkoli, in da, ne vem, zadaneš loteriji in dobiš ful enega keša in pol si kupaš, ne vem, najboljši fotoaparat, ne vem, Hasselblad, 20 objektivov, to je v bistvu samomor, ne, umetniški, kreativni, zato ker jaz mislim, jaz vem, da ima vsak kos opreme, ne, ima svojo dušo, ne, in ima svojo lastnost, ne. Tako da jaz recimo delam samo več ali manj 20% delam z enim aparatom pa 2 objektivoma, ne. Ker vsako delček opreme ti moraš res, to v bistvu jaz, ko fotkam, ne, to je zelo tako organsko, ne, fotoaparat je ena moja tretja roka, ne. In to je kot del tvojega organizma, ne, to postane zelo tako vse nekaj od tvoje podzavesti, vse se pretaka neka taka energija, ne. Tako da če bi zdaj, ne vem, imel nekaj ful, da bi ti kar tam vse kupili, to bi bilo res zelo slabo, ne. Tudi danes, ko vidim neke fotografe, ki si kupijo pol neko opremo, to, ko sploh ne razumejo, to je res slabo, no. V bistvu bi vsak mogel začeti slikati na film v temnici, da bi sploh malo razumel vse skupaj. Sem pa tudi, ne, jaz sem takrat fotkal vsak dan. Tako kot jaz mislim, da ni bližnjic, ne, dejansko, če postaneš mojster v eni stvari, se moraš tem ukvarjati vsaj 10 let in trenirati, ne. Saj je, okej, je neki talent, je neki umetniški žilce, ne, saj mogoče jaz imam kakšen procent tega, pa niti nisem toliko talentiran, kot se mogoče kdo misli. So tudi, ne vem, fotografi, ki so bistveno bolj talentirani, ampak jaz sem pač garač, ne, in jaz sem res veliko delal in jaz sem celo gimnazijo vsak dan fotkal, tudi recimo tukaj pri pouku geografije sem fotkal na film, tako da sem šel že vsem ful na živce, ampak jaz sem res skozi fotkal. In ta moj daljinc je res super, po moje se baterija. In tudi srečo sem imel, ne, da sem imel, oziroma da imam mlajšo sestro pa mlajšega brata, ki sta tako kar dosti fotogenična in sta bila moja testna modela, tako vsak dan. Tako da to je bilo kar smešno, no. Mi smo gor rastli v Sebenjah, Sebenje so ena vasica v Tržiču. To je taka idilična vasica, pogled na Triglav, gozdovi, polja, tako pač dejansko to sploh jaz nisem mogel učiti, ne, tiste
ne vem, ko sem se učil kakšno na matematiko, ne, in pogledaš skozi okno in vidiš sončen zahod in pšenico in une barve, jaz sem bil čisto nor, ne. Jaz sem imel ful težave s tem, jaz sem mogel fotkati. In pač sem zagrabil njivo, ko sta se mi upirala, ne, in smo šli in delali fotosessione po gozdu, v kleti, na strehi, čisto povsod, ne. In pol, takrat se je tudi začela digitalna fotografija, ne, in to je bilo super, ker si se takoj naučil, ne, takoj si videl feedback, videl si slikco in tudi ful je bilo fajn, da sem pa prej že delal na film, ne, tako da sem imel tak dober preskok. Drugač, tukaj, ne, moj mame bo po moje fental, ne, ko bo videl, da sem to fotko dal gor, tako da se upravičujem tam. Tukaj je ena taka zgodba, no, ampak je žalostna zgodba, no. To je bilo glih takrat, ko moj hrček umrl. Ene par minut zatem, ne. Ali pa, ne vem, pol urce zatem. Tako da je tak portret v bok, no. Tako da je bilo res hudo. Drugač ta, ja, moja dva sta, mislim, se ful dobro razumemo in tudi sestrica zdaj študira fotografijo na Nizozemskem, ta teden je v Iranu šola, tako da ima tudi, se je tudi v fotografijo zaljubila, ampak je še tako malo bolj umetnica, delaš mogoče še bolj od mene, kakšne zadeve. Tako da gremo naprej, ne. Ok, delince crknil. Ja, in zdaj tukaj sem mislil malo govoriti o kritiki. Jaz sem že celo življenje iščem kritiko. Se pravi, da probam imeti situacijo, da s kolegi, tudi recimo zdaj 2 dni nazaj, ne, smo skoraj do 2 zjutraj smo s kolegi gledali fotke in se en drugemu recimo dali feedbacke, kritike in pač tam, to so pač, ne vem, s parimi prijatelji se dobivamo in daš na mizo sprintke in pol, ne, in to je zelo tako, ne, mislim, ne lih na nož, ampak pač vsak pove, tako kaj je, ne, in to nekako ti postproducira, da napreduješ non-stop, ne. Ampak že takrat v srednji šoli, ne, takrat je obstajal en portal, 3delavnica. 3delavnica, to je bil portal slovenske digitalne kulture in tudi danes, mislim, da je ene par predavateljev iz Creative Morninga je izhajali iz 3delavnice, pa tukaj še mislim, da je ene par obrazov vidim. To je bil en tak vrhunski obdobje, ko so bili ves slovenski talent, kreativni je bil na tem portalu in smo objavljali svoje dela, od renderjev do ilustracij, do fotografij in so ljudje dejansko, smo si pisali tako, cele romane za komentarje, ne, to, jaz sem objavil neke prve fotke, ko sem slikal gosenco na vrtu in pol sem dobil tako res porcijo enih take kritika, ne. Mislim, to je bil tak hladen tuš, ne, da je moj ego čisto pogorel in pol sem se še nekaj nazaj z njimi kregal, ampak vseeno, pač toliko so me popluvali, ne, ampak jaz sem pa srečo, da imam karakter, da mene v bistvu, ko jaz recimo doživim kakšen neuspeh, mene to zmotivira, no. Jaz sem to srečo, da mislim, malo sem jezen, ampak me pa ful zmotivira, ne. Da se trudim, da napredujem in da se nekaj iz tega naučim. In pol sem dejansko to kritiko iskal povsod, ne. Bil sem v društvu v Kranju Janeza Puharja. Zdaj danes marsikdo si misli, te fotografska društva so sami neki starejši gospodje in kaj oni vejo, ampak dejansko imajo neko znanje, ne. Naučili so me o kompoziciji, zlati rez, tako naprej. Prinesel sem slike in so jih tam škarjam pol izrezali in povedali, da pač sem to malo narobe skadriral. Tako da, pa tudi, ne, šel sem na vse možne tečaje, seminarje, takrat se je začel v Novem mestu en zelo dober festival, Fotopub. Sicer danes je zdaj v malo drugačni obliki, spet ni več toliko sredstev. Pa tudi, ne, to je bilo eno obdobje, ko sem jaz že imel neke slike, te prve, ne, in sem že kar ful imel razstav, imel sem že enih 6 razstav v enih 2 letih, tako na sodišču, na občini, na šoli, na enih 3 kafičih in sem že ful mislil, ne, kaj za to je. Pa tudi tako, no, jaz sem dejansko, sploh prvi, drugi letnik gimnazije sem zelo malo žural, ne. Jaz sem takrat fotkal, ne, ko so kolegi žurali v petkih, jaz sem pač fotkal pa fotke editiral
In sem skozi tako res trdo delal, ne. Čeprav jaz sploh nikoli ne razumem tega kot delo, no. Jaz se imam fajn, jaz uživam že odkar fotkam, je to tako res the best, ne, jaz to uživam na polno. Ampak tako nehotené se je tako začela kar ena taka kariera, že kakšen drug letnik so prišli eni maili, pa klici, mislim, da me je, sploh ne vem, kaj je bil prvi tak projekt za naročnika, ne vem, a je bil sestanek na Smrkli, ali me je klicala Jadranka Juras, ki je želela promo fotke in je bil ful smešen, ko smo imeli fotosession z Jadranko in jaz sem zaspal tako 2 uri. In je bilo čisto res, mi je bilo to grozno. In pa smo to ponovili še enkrat en drug dan. Tako da pač meni te jutra mi res ne grejo. Tako da ja, in pač pa sem šel z avtobusom iz Tržiča v Ljubljano in na sestanek in to je bilo kar zabavno. Je pa to po en stran pol sledilo do tega, ok, Dalinci je res šel stran. In pol pač je bilo obdobje študija. Jaz sem, takrat so mi tako, marsikdo mi je rekel, ne, se ti nor, ne, zakaj ne greš študirati fotografije nekam v tujino, ne. Jaz sem gledal šolnine in to je bilo čisto nemogoče, to so bile res drage, mislim, to so bile čisto predrage šolnine, ne. To je bilo, ne vem, New York, to je, se veste, to so taki zneski, da ni šlo, ne. Tudi ni bilo možnosti, da bi šel v tujino že za dodiplomski študij, ne. Tako da sem izbral spet ekonomsko smer in sem šel na ekonomsko fakulteto. Sicer sem bil res zelo malo tam, ker sem skozi fotko pa delal, ampak sem vse naredil, vse izpite, no. Sem našel vse une makroekonomije in sem vse to predelal. Tako da saj nekaj sem od tega odnesel, no, saj drugače malo razumem te stvari, me tudi malo to zanima, tudi dati neko širino, no, malo bolj razumeš mogoče, kako svet poteka, zakaj se ene stvari dogajajo, zakaj toliko vse, ne, slabo, pa kaj bi se moglo mogoče spremeniti, malo bolj razumeš. Tako da, ja, in pol sem v bistvu začel delati res na polno. Začel sem veliko delati oglaševalske fotografije. Mislim, tako zelo veliko, no, to je bilo res, jaz sem delal tako, ne vem, ves študij na polno, ne. In tudi veliko napak sem naredil, jaz sem se dejansko naučil, mislim, zdaj jaz bi lahko imel predavanje sam zase v fotografiji, v oglaševanju, to bi lahko o tem govoril 2 uri, ampak ne bom. Sem pa naredil napake, recimo dobil sem brief in sem čisto falil, ne, in sem bil tudi mogoče, ampak to je bilo toliko enih dobrih šol iz tega šlo, da sem pol hitro napredoval. In agencije so mi pa kar zaupale, ne, tako je res, sploh jih ne razumem, kako so lahko enemu mulcu dali take odgovorne zadeve, ne. Ker še včasih sem se kar tresel, preden sem šel kam, ampak to je danes dosti drugačno. Ampak tudi vmes se mi je zgodil en projekt in sem delal kampanjo za hrvaškega predsednika, takrat je bil kandidat in mislim, to je bila agencija Bruketa Ježinić. Tako da sem pol en mesec po Hrvaškem potoval z njim, pa imeli smo ene 4 dni fotosessionov po Zagrebu in sicer so se ful vsi spraševali, zakaj slovenski fotograf, ampak pustimo zdaj to. Jaz sem se imel ful super fajn, še skupaj sva enkrat pela, kaj je že ona pesem, en hribček bom kupil. Enkrat en večer smo se ga malo, tako res je bilo hecno, no, ko smo šli recimo z avionom smo šli iz Zagreba v Dubrovnik in sem bil jaz, on pa Tajenca, ne, tako res je bilo ful hecno. Pa tako res sem Hrvaško tako pol malo spoznal in šel na vsako procesijo z njim. Tako da to je bilo en tako obdobje, ne. In je pa to bilo tudi obdobje, ko sem že ful mislil, ne, da vse vem in ful fajn začneš nekaj služiti in ful se ti nekaj zdi ta, ne, oglaševalska fotografija in pol v bistvu ugotoviš, da je to po eni strani res tako zelo, da nima neke vsebine, da je to v bistvu tako, mislim, danes na to gledam tako, kot da greš, ne vem, polagati skoraj ploščice, no, ampak pač je delo pač je naročilo in ga moraš izpeljati. Mislim, jaz dam to ful srce in vse, ampak ni pa to nekaj več, ne. In pol sem dejansko, pol sem spet srečal, ne. Pol sem spoznal eno zelo fajn punco, Ajdo, ki je zdaj moja žena. In ona nekako mi je brcnila v rit, ne, oziroma sva se zbrcnila v rit, ne, in sva šla v London za 2 leti. In to je bil ta pač prvi korak, da se je pol enkrat zgodil mogoče National Geographic. In tudi jaz mislim, da danes je toliko fotografov, da če ne greš skozi en proces študija fotografije, da nimaš
skoraj možnosti. No. Imaš mogoče možnost samo, če res veliko delaš, hodiš na workshope, veliko bereš o fotografiji, ampak če pogledamo tujino, te fotografije, ki jih jaz poznam in so v svetovni špici, oni so vsi študirani in imajo res neverjetno veliko znanja. Tako da meni je mislim, jaz sem res veliko odnesel z tega Londona. To je bil tudi tako, ne samo znanje, ampak tudi tako osebnostno. Ne. Greš ven iz mehurčka in se ti odpre nov svet. In pol vsakeč, ko sem prišel iz Londona nazaj v Ljubljano, pa tako je bilo, wow, kje smo zdaj, ne. Je pa tudi tako, ne, imel sem srečo, da sem imel dobre profesorje, sploh en profesor je bil neverjeten. In nas je ful tako, ne, probal skoraj tako kar malo terapevtsko, ne, da v bistvu tako vsak se je mogel vprašati, ne, jaz sem se sprašal, kdo je Ciril, kdo sem jaz. In oni so zahtevali, da se res poglobiš vase in razmišljaš, iz kje izhajaš, in to pol vse svoje življenje in vse svoje celice preneseš v svoje delo. Ne? In tudi, da delaš stvari, ki te res zanimajo, ne zato, ker se bo nekaj prodalo ali pa zato, ker bo mogoče to seksi izgledalo, ampak ne, delati moraš stvari iskreno, tisto, kar res verjameš in kar te popolnoma zanima, skoraj na meji z obsesijo. In pol mislim, da nastanejo res hude stvari. Tako da jaz ko sem bil mogoče med prvimi na vasi, ne, sem bil v Londonu čisto na začetku, ne, in sem mogel čisto resetirati, formatirati vse skupaj. In ključen moment je bil, ko smo izbirali zaključni projekt na študiju. Imeli smo 3 mesece za to in jaz sem se odločil, da grem na Kiribati delati zgodbo o podnebnih spremembah. In je pa tako, ne, realnost je taka, da pol recimo, ne, smo naredili vsak ta projekt in smo naredili zaključno razstavo v Londonu, na katero je prišlo ogromno ljudi in to imaš tako imaš 2 leti pričakovanja, ne, zdaj bo ta zaključna razstava, si študent, plačaš ful enega denarja za ta študij, svoje prihranke in vse trdo zaslužene. In potem je ta razstava, ne, in to v bistvu pa ugotoviš, da je pač in kvapol, ne, si šel študirati, to še nič ne pomeni, takrat se šele začne v bistvu, ne. Ker pač takrat imaš sam papir v roki, da si pač študiram fotograf in to je pa začetek. Je pa tudi tako, ne, jaz sem študiral dokumentarno fotografijo in fotožurnalizem in to smo v bistvu neka vrsta fotografov, ko smo tako malo že na robu izumrtja, izumiramo počasi, zato ker zelo redki to podpirajo, ne. Naklade padajo, reviji, časopisov, vse se zapira, tudi National Geographic trenutno se preoblikuje, manjša na žalost, ljudje želijo imeti vse zastonj na internetu, na Instagramu, na Facebooku, ne. Noben ne bi dal naročnino za revijo in tako naprej. Tako da ja, no, pač pol po tej razstavi je bilo kar tako obdobje neke negotovosti, tako malo, neka taka realnost je prišla, no. Tako kar pač sem tako, kar nisem malo vedel, kva zdaj, ta London, kva zdaj, mislim, in pol, mislim, nisem bil zdaj, da pripadam, mislim, ampak tako, no, pač, v bistvu se čisto počutiš, da si na začetku in ne veš, kako zdaj naprej, ne. Ampak na srečo, ne, na srečo je ta moj karakter spet prišel do izraza, ker jaz sem po naravi zelo vztrajen človek, in spet, če se vrnemo na spletno stran iz osnovne šole, ki je bila katastrofa, to je bil tudi moj moto, ki sem ga zdaj našel, ne, sploh ne vem, če ga upam ponoviti. Mislim, da je bilo nekaj tako, vztrajaj in nikoli ne obupaj ali nekaj, vse je odvisno od tebe, tako res tak bullshit. Ampak pač jaz sem tak, ne, po naravi imam tak tišast človek in to mi je tukaj pomagalo, ne. Jaz v bistvu tudi vedno, ko fotkamo karkoli, ne, če se nekaj zgodi ali pa nekaj ni mogoče, jaz vedno vem, da se udali. Sem tak mal flegma, ne, jaz vem, da če nekaj verjameš in da veš, da to bo, tako pač bo, ne, in sploh ni nobenega plana B, ne, je samo plan A. Tako da tudi pol, ne, v bistvu sem hotel nekaj povedati o tem, ne, koliko je v bistvu koliko moraš biti na pravem mestu v pravem času. Ne, to sem jaz veliko slišal že v življenju ali pa kakšnem filmu, ne, na pravem mestu v pravem času. Ne, tako se to zdaj sliši, ne, recimo hodiš po Čopovi in pol tam odpre en vrata iz, ne vem, McDonald'sa in je to nek urednik National Geographica, čez živijo, ne, ne, ampak ni tako, ne. Pač na pravem mestu v pravem času
V bistvu, malo moraš biti tako, no, to se moraš malo sam tako, ne, mislim, prilagoditi, no. moraš ti biti na pravem mestu, kaj je ta prav čas, ne. Moraš za to poskrbeti. Če ta prav čas, pa moraš biti na pravem mestu, pa nimaš izbira, drugače te ni, ne. In tudi tako, ne, jaz res verjamem, da čisto nič ne pada iz neba, ne. Tudi, ko sem dobil kakšne nagrade, si se zgodi kakšen, ne vem, ampak to ni nič, ne, iz neba čisto nič ne pade. Dejansko moraš vse sam skomunicirati, poskrbeti, da se stvari zgodijo, ne, ker je svet toliko velik, toliko nas je veliko, delajo za vse dovolj po svetu. In to je to, no, in tudi tukaj, ne vem, moj pogled na življenje, ne, da se sprašujem, kaj naj vam sploh povem, ne, o usodi, o energiji, jaz sem prepričan, da ene stvari so nam mogoče položene v zibelko in že sama vzgoja in okolje, to sigurno je del tega, ne, ampak delno smo pa tudi mi kapetani svojega življenja, ne, in lahko malo to našo ladjo, mogoče levo pa desno kdaj zapeljemo, ne vedno, sigurno ne. In tudi tukaj, ne, jaz sem v tem obdobju, ne, ko sem bil malo tako down, delal ful na sebi, sem bral knjige in tako in probal malo tako delati na sebi, malo preštudirati. In tudi zdaj, ko gledam, ne, tako moj pogled, ne, dejansko verjamem, da moraš imeti v življenju več enih stebrov, ne, ni dovolj samo neka racija, pa pa znanje, trdo delo, to je tako en delček, ne, zelo pomembno se tudi, ne vem, tak čustveni del, ne, fizični del, ne, pa tudi duhovni del, ne, da v bistvu nekaj verjameš, da imaš nekaj, ne vem, da tako, da imaš en tak svoj pogled in svoj drive, ne, to se mi zdi ful pomembno. In tudi ljudje, ki jih vidim, ki so res uspešni, ne, ki hodim dosti v tujini, ne, to so vsi ljudje, ki imajo tako res, mislim, so neverjetni, ne, imajo za sabo en tak spekter enih lastnosti, ne, da to je neverjetno. Tako da nič, ne, jaz sem pol se aktiviral, je bila akcija, ta moja vztrajnost in smo šli naprej. Jaz sem pol začel pošiljati ta moj projekt, mislim, nasrečal sem mi pa kar posrečil tako relativno dober projekt, ne. Jaz sem šel na Kiribati res za enih 5 tednov in sem tam fotkal na polno, tako s srcem, res sem se tam povezal z ljudmi, ne, tako sem jim prišel blizu in sem naredil eno tako zelo dobro serijo. Tudi če zdaj, ko nazaj pogledam, ne, res sem dal ful ven, takrat sem se še učil, ne, ampak je bil tak prvi močen oseben projekt, ne, totalno oseben projekt zase in ki je bil pol precej objavljen tudi. Ampak tukaj so se zgodile, ne, neke prve nagrade, pa jaz sem pošiljal te moje Kiribati, res, to je 3-4 mesece, skoraj vsak drug dan, kakšen natečaj, kakšen tekmovanje, grant, ne, in nekaj počasi začelo padati, ne, tako počasi je nekaj začelo dogajati. Ampak tukaj lih pol, ne, jaz recimo imam tudi sošolce na faksu, ki so dobili mogoče še bolj pomembne nagrade, kakor pa jaz, ne, ali pa tako, no, tam, no. Ampak se ni nekaj zgodilo v bistvu, no. Pač tudi, če dobiš eno hudo nagrado, to še čisto nič ne pomeni. Pač, okej, to je neko priznanje tvojega foha, kar je kul, ne. Seveda to ne sme stopati v glavo, to je pač ena kljukica za CV ali pa če, mislim, jaz se s tem res probam čim manj obremenjevati, ker to je, ali pa recimo to je nek razlog, da se ga malo napiješ ali ne vem, da pač se ga imaš malo fajn tisti večer, ne, ampak to je to, gremo naslednji dan naprej, nima to veze. Bolj je fora v tem, kaj lahko s tem, ko imaš še en ta hype, ne, kaj lahko s to nagrado narediš, ne, in to je pol, tukaj pride ta komunikacija. In pač to nagrado moraš pol skomunicirati. In tukaj treba pozabiti, ne, jaz govorim tudi malo o tem, kako je ta prodor v tujini, ne, zdaj pozabite na Slovenijo, govorim izključno za tujino. In tukaj treba pozabiti na neko to slovensko skromnost in majhnost in mislim, seveda ne se zdaj hvaliti tam sosedu, pa valjda, da ne, to je čisto neumno, ne, mislim, ampak pač jaz sem to takrat res pošiljal tako maile, ne, zelo tako osebne in zelo tako targetirane ljudem, ki me pa lahko najamejo. Raznim fotourednikom, kuratorjem in tako naprej, ne, in tega, mislim, teh mailov je ogromno, ne, in to sem jaz res tako zelo aktivno pisal in tudi dal v subject take prave stvari. Jaz sem že v subject napisal, ne, da sem dobil eno nagrado, da so oni sploh mail odprli, ker tako pač to deluje v tujini. To sploh nismo v Sloveniji navajeni, ampak za njih je to normalen. Tako da ja, tukaj je bila res ta proaktivnost in dejansko je pa mislim, ta vsa
komunikacija je pomembna, ne, ampak vsebina je pa vsem ključna. Ne. Pa, ko oni podprejo ta mail, jih mora navdušiti, mora biti to wow, mora biti iskreno, mora biti nekaj drugače. In zdaj bi mogoče malo za pauzo pokazal en video, malo o mojem brandingu, čisto pa malo še naprej povedal o tem, kako se predstavljati, kako komunicirati. Tako da zdaj luči bi malo gasnili, pa zvok, pa malo si pogledajte tako malo za pauzo. Spet ene 2 minutki po moje, ali še manj. Ali več, 2 minutki po moje. Ja. Ups. Mogoče bila samo minutka. Ja, zdaj, tako da ja, pol po teh Kiribatih, ne, jaz sem šel pol še delati nove projekte, začeli so pa assignmenti, šel sem na Aljasko za en mesec, bil sem v Afriki, tako da moj nek portfolio, ne, moja fotografija se postajala skozi boljše in to je bilo treba zdaj na eni točki malo zapakirati, ne. In jaz sem takrat začel hoditi na fotografske festivale in se udeleževati portfolio reviewov. Za tiste, ki ne veste, portfolio review je nek način sestank z ali fotourednikom, ali kuratorjem, ali art buyerjem, kjer imaš ponavadi tako 20 minut in moraš v tistih 20 minutah prepričati, ne, moraš biti zelo kratek in povedati, kaj delaš, te pokažeš, kaj delaš, pa malo oni povejo, pa probaš od njih nekaj potegniti, ali vsakič ti nekdo ne more pomagati, ampak lahko ti da kakšen kontakt, kakšen nasvet, že to je v bistvu ključno, ne, da ti dobiš feedback in probaš biti pol boljši. Tako da tukaj pol se mi je zgodila ena taka res ena posebna nagrada, no. Dobil sem, ta mogoče mi še največ pomeni, za moje delo iz Aljaske, ki je bilo zelo kar dosti težek assignment, ker se na začetku noben ni hotel fotkati in bila zaprta skupnost, ampak tam sem delal z enim nemškim novinarjem, ki je tako tak star maček izkušen, je dal že vse v življenju čez in so pol jih tako malo podmazala in sva šla tam do enega fotra, ki nam je pol palačinke pekel vsak dan in pol predstavil sem svojim sosedom in so začela fotkati in je bilo pol super. In pol so tudi fotke, ne, tako res so zelo tam, te moje fotke iz Aljaske so tako zelo sočutno, da sem bil res z njimi. In za to delo sem jaz dobil nagrado Laika Oskar Barnak za mladega fotografa. In takrat sploh še nisem vedel, to je bilo, ne vem, enkrat, bil sem prvič na Grenlandiji, to je bilo od leta 2013 spomladi in me kliče telefon, sem dobil mislim, da na začetku Grenlandije in tako iz Pariza in jaz sem čisto vesel in pa sem še bolj motiviran na fotko to Grenlandijo. In pol sem dobil mail, ne, da me vabijo na festival v Arles po to nagrado. In festival v Arlu je pa v bistvu eden najbolj pomembnih, če ne največji fotografski festival na svetu, kjer je veliko umetniške fotografije, dokumentarne fotografije, konceptualne fotografije. To traja en teden od ponedeljka do nedelje. To so tako najboljše razstave na svetu, ne. To Francozi imajo res ogromno budžeta za kulturo, umetnost in imajo zelo dobre sponzorje in to so res razstave, ki so tako res top. Cel teden so predavanja, druženja, tudi zvečer se ga žura napolni, vsak večer so projekcije in podelitve, ne. In jaz sem dobil nagrado Laika, mislim, da je en drug večer, ampak
to je bil moj prvi obisk v Arle, to je bilo od leta 2013 in takrat sem jaz samo po lajku šel tja, ne. Sem jaz spet na pravem mestu v pravem času, ne. Jaz nisem šel zdaj tja v Arl po to nagrado, prvo za lajko žurat, ne, pa zdaj tam vsak zjutraj do 5 zjutraj se ga nalivati, ne. Mislim, se kakšen pirček sem spil, ne, ampak jaz sem tja šel tako, skoraj oborožena, ne. So tako s parimi zadevami in tukaj jaz sem prosil za pomoč in spoznal Grega Žakla iz VBG studija in mi je dal nekaj municije, no, mi je dal tako malo, mi je pomagal, no. In tudi povezala sva se z Marko Drpičem iz studia Tipo Renesansa in smo v bistvu naredili, iz tega mojega portfolija smo naredili tako zelo unikatno knjigo, ki je bila ročno vezana in zelo vrhunski printi. In ta knjiga, ki sem jaz tam pokazal, dejansko imela, še pol z mojo vsebino, dejansko dala dober odziv, ne. Tudi jaz sem takrat cel teden delal kar nor, ne. Jaz sem imel vsaj 20 sestankov vsak dan po enih 5 in to je bilo tako kar naporno, ne. In vmes sem še to nagrado šel iskat in pol sem delal, na vsakem tem sestanku sem jaz povedal, da sem dobil to nagrado, valjda, da sem to omenil, ne. Ker tam tudi marsikdo sploh ne ve, ne, ker to se podeli vsak teden tudi po enih, ne vem, tam je različne organizacije, so različni muzeji, ne, in pol se vsak večer se par nagrad podelijo od ponedeljka do sobote. Za mladega fotografa, za najboljšo knjigo, za najboljšo razstavo. Tako pač to je festival v Arlu, pride, ne vem, cel smetana fotografska pride tja, no. In kar se je pol zgodilo, ne, ta zadnji dan, to je bilo leta 2013, v soboto pa vedno razglasijo zmagovalca teh portfolio revijev. Cel teden takrat je bilo 300 fotografov, smo hodili na portfolio revije. In jaz že med tednom, ko sem gledal, ne, ostale fotografe, oni so bili, ne vem, imeli so rokavičke, tako, eni so prav po tleh dali dolge printe, tako, ne vem, enih 5 metrov, jaz sem itak vedel, da nimam šansa, ne, ker jaz sem pač imel to knjigo, ki je bila huda, ne, ampak bil sem pač en mulc, ne vem, meni se zdaj zdelo, da nimam šanse in tudi ta zadnji večer, jaz sem hotel se končno malo sprostiti in malo žurati in sem rekel, da sploh ne grem na to predstavitev, ker itak nimam šans, ker itak so bili tako zelo dobri fotografi. In v nas je podcenjevala skupina enih 100 ekspertov, ne. To so bili spet, ne, tudi vmes kakšen National Geographic, se mi zdi, pa Time magazine, pa pač top eksperti. In smo rekli, ne, gremo na off party, ampak pol, ne vem, mislim, da mi je Ajda rekla, ne, daj gremo vse in zadnji večer gremo na to, mogoče pa bo kaj. In pol tako oni razglasijo zmagovalec portfolio revija in tako vidim jaz moje ime na ekranu, ne, tako, what the fuck je pa to zdaj. In evo, to je bil v bistvu ta trenutek, no, to je ta fotka. In meni nič ni bilo jasno, res, jaz nisem razumel, kako je to sploh mogoče. In skoraj sem res, tam sem čisto zletel, to je tak amfiteater, kjer je tako po več tisoč ljudi, ne, to je res huge. In tam skoraj sem se dol pobil po njih stopnicah, kar se zatresel sem se, ne. Pa sploh, v bistvu oni so naredili napako, a meni noben ni povedal, da me s to nagrado dobil, ne. In se potem priznali, da so zajebali, ne. Meni noben ni povedal tega. In jaz sem bil v japankah, pa prišvicani majici, pa jaz sem bil res kaj ne vem, pismo, malo sem bil kmet, ne. In mislim, če bi vedel, bi se vsaj stoširal, pa posrajcal, pa. In potem sem se tam tresel in rekel, yes, I'm Cyril from Slovenija. In 5-krat sem to povedal, to Slovenija, res tak Slovenc, še zastava mi manjkala. In pa v bistvu, kar je bilo pa to super, ne, tukaj sem šele dobil res tako hudo nagrado, ne, to je bilo pa v bistvu, tukaj so mi povedali, da bom pa imel naslednje leto uradno razstavo, ne. Tako da to je bilo pa kar super, no. Tako da tukaj že malo National Geographic je že, ne, sem bil že na radarju, ne, in sem malo tam navdušil. Se je naredil nek hype in pol temu, ne, že ko sem se pelal domov iz Arla, ne, ponovadi gremo kar z avtom, kaj imaš s sabo ful narobe. In pol je bilo ful odgovornost, tako, ne, shit, ne, kaj bo zdaj na razstavi, ker jaz sem imel v portfoliju v bistvu slike iz Aljaske pa Afrike in jaz nisem hodil teh slik na razstavo, ne, sem hotel nekaj novega pokazati, valjda. Ampak na srečo sem bil pa jaz že enkrat na Grenlandiji. In jaz te Grenlandije sploh takrat nisem pokazal, ko jaz sem v bistvu prišel z Grenlandije in pa je bil ta Arl čez en mesec. Tako da jaz sem
pol takoj vedel, jaz bom dal na razstavo v Grenlandijo in moram biti siguran še enkrat nazaj, da bo razstava še boljša. Ne. In čeprav nisem vedel, kako to sploh financiral, ker vsako potovanje na Grenlandijo, to je tako res tak budget, že letalske karte in vse to je res blazno drago. In pol, ko sem se zdaj po tej Franciji, ne, čez 1 mesec, 2 meseca sem bil pa sprejet na nek workshop, Eddie Adams v New Yorku. Vsako leto oni spremijo 100 fotografov in potem se tam 4 dni in v bistvu delaš s res najboljšimi fotouredniki v New Yorku. Vseh največjih revij, ne, od Vogue, Time, New York Times in dobiš v bistvu assignment in moraš narediti fotke, tako res. Tako v bistvu spali smo po 3 ure in čez dan fotkali in vmes so bili portfolio reviji, sestanki in jaz sem mogel fotkati neko eko-bio-kmetijo, tako res mi je bilo ful neumen, itak greš tja in je tako pri nas v Sloveniji to ful boljše vse in potem slikaš neko newyorško kmetijo, neko hipsterijo. Ampak tako, no, pač sem kar dobre fotke naredil in neka mama je bila z enim otrokom, pa enega moža je imela, tako čisto en sobrin je bil in so bili vsi ful fotogenični, pa ful je bil lep vreme in sem naredil dobre fotke in tam je bil tudi National Geographic, ne, in meni so edinemu izmed teh 100 dal to nagrado National Geographic na tem, ampak to še čisto nič ni pomenilo, ne. To je bila neka denarna podpora, za karkoli jaz hočem, ne. Pač nekaj sem pa mogel narediti za njih. In jaz sem to takoj povezal, to bom jaz izkoristil, da bom financiral moj drug potovanje na Grenlandijo, ne. In tako da, ampak tam sem dobil tak prvi res močen oseben stik s temi fotoeditorji, ne, iz National Geographica, ne. Ko so pa tudi vsi, to so taki zelo take res neverjetne osebnosti, ne. Recimo tukaj je bila Elizabeth Christ, ona je tako kot en guru, taka Azijka in ona je tukaj izkušena, mislim, to je neverjetno, ne, tako kot ti pogleda skoraj v dušo. Pol je v bistvu, ne, jaz sem šel pol spomladi nazaj na Grenlandijo in sem šel fotkat in se potrudil in se mi je spet vse ful dobro poklopilo. Jaz sem tam res dobre prijatelje, ne, tako to je en moj prijatelj Unatok, ponovadi kar pri njemu živim, on je star 72 let in tak, njemu pravijo, da je grenlandski kavboj. In on lovi še kar tako zelo tradicionalno, njegova familija se je že odselila nazaj v Umanok, on je pa na tej mali vasici in živi svoj life. Tako da ta moj connection tam, ne, ki je bil zelo močen, mi je pomagal, da sem jaz sem prišel pol nazaj in sem prinesel, ne vem, cel ruzak sem prinesel enih malih printov, ne, in so bili vsi veseli, da sem jim prinesel slike in smo še eno razstavo naredili tam za ene otroke. In pol so me začeli vabiti na tripe, ne, skozi bolj se mi odpiralo. V bistvu sem ugotovil, s tem, ko se jaz nazaj vračam nekam, se šele začnejo dobre fotke, ne. Tisto, ko greš prvič je tako malo research, malo začneš tipati, malo spoznaš, ampak tako, ko se drugič vrneš, ne, se vedno dogaja še boljše, ne. Tako da pol, to je bilo 2014, eno leto kasneje, ne, jaz sem že vmes National Geographicu ful pošiljal slike in sem tako dobival ful navdušene odzive. In en mesec, ko sem se jaz vrnil iz Grenlandije, sem bil pa spet povabljen na nov workshop. To je pa en zelo priznan, v bistvu to je seminarno, ko se organizira na vsake 4 leta in povabijo na ta seminar. To imajo res te revije, v Ameriki imajo tak sistem, da pač tam obstaja Look festival, ki se zgodi vsake 2 leti, to je eden največjih festivalov v Ameriki. Ampak Look Between je pa v bistvu kar neko mentorstvo za mlade fotografe in na 4 leta se zgodi in povabijo 50 najbolj perspektivnih fotografov. Tako to je bila ena taka neverjetna izkušnja, vsi ti fotografi, ki jih danes spremljam, vsi so tako res delajo neverjetne stvari in tam smo bili 4 dni skupaj. In tam je bil seveda National Geographic, tam so bili fotouredniki, imel sem spet predstavitve in tako in tam mi je pač ta glavna šefica National Geographica rekla, da mogoče bi pa jaz mogel priti v Washington na sestanek. In pol sploh nisem tega planiral, sem mogel pol še neke karte zamenjati, pa ostati še na noč v Washingtonu.
In tam sem spoznal, pač prvič sem bil na sedežu National Geographica, to je, mislim, skoraj večja bajta od Bele hiše, to je tako res inštitucija, tako wow, to se kar zgubiš v teh hodnikih, pa to je neverjetna izkušnja. Ampak takrat se še nič ni zgodilo, rekli so mi, da bojo en članek o meni napisali na internetu, da bo nekaj, ampak nič ni bilo še konkretno, Ampak po en dan kasneje, ko sem bil po New Yorku, me je pa poklical en fotourednik, in vprašal, če bi šel še malo nazaj na Grenlandijo, In sem rekel, ja, valjda, da bi šel. Tako da pa sem podpisal pogodbe in začel delati za njih. Zdaj počasi bomo zaključali. Zdaj, nekaj bi sam še povedal, o mojih pogledih. Zdaj, moja vizija so dejansko zelo moje gonilo in kar me driva, so močni osebni projekti. To so dokumentarni projekti, ki so tudi hkrati avtorski, se pravi, da grem delati eno zgodbo, ampak hkrati tudi dam noter vase, moje občutke, moj pogled in svoj pečat. Zdaj, če to podpre National Geographic, je super, ali kakšna revija, ali kakšen grant, drugače pa pač jaz delam naprej, zato tudi delam, ker sem v Sloveniji, jaz sem drugače baziran v Sloveniji, sem pol prišel iz Londona nazaj, ker ne vem, Londona sem se malo nasičil, sem ugotovil, da ni bil zame, ker London je zelo zahtevno mesto, zelo drago mesto, hrana, kultura, vreme, tam, tube, to je tako, mislim, to res ni bilo zame. Nisem bil toliko srečen pol tam na koncu več, ker je, mislim, rad ga obiščem, ampak sploh ne bi tam živel, ni šans. Tako da zdaj živim v Sloveniji, spet nazaj na vasi, v eni drugi vasi. Tako da, ko sem v Sloveniji, sicer dosti potujem, ampak ko sem v Sloveniji, pa delam predvsej oglaševalskih projektov. In tudi to delam zato, ker v tem ful uživam in dejansko imam ogromno enega znanja in zdaj sem dejansko, ker to slikam, lahko zelo sproščen in uživam in tudi to se pa odraža v fotkah. To je recimo en backstage fotka, behind the scenes. Jaz tukaj se mi ne vidno, ampak jaz tukaj ležim na tleh. In tukaj smo en dež ustvarjali na ulici v Ljubljani, delali smo en oglas za Irice, za neko irsko zavarovalnico. Veliko tujih naročnikov hodi v Slovenijo delati oglase, tako da včasih tudi delam za kakšne zelo fajn zadeve. Tako da, kaj sem hotel še povedati? Ja, zdaj, kaj zdaj uspeh zame? Zdaj, to je tako relativno, Jaz mislim, da uspeh je to, da delaš tisto, v čemer lahko uživaš, to je ključno. Zdaj, kakršnekoli nagrade, to je vse, lahko tudi en tak bullshit, da ni res. To je zame uspeh, da lahko delaš to, da lahko uživaš, da se imaš fajn. Zdaj, če lahko zraven še narediš kaj za svet, naivno, mogoče mislim, je še toliko boljše, drugače pa moram reči, da se ti neke sanje izpolnijo, pot je res zelo dolga in tudi pol ugotoviš, da to se itak, mislim, to ni bilo tako za National Geographic naslovka ali pogodba, da to je za in pol ugotoviš, da to vse to je pač tako, kot da bi prej in vidiš že neke nove možnosti in je pa res, poklopiti se mora vse skupaj, vse zvezde mora padati na pravo frekvenco, ampak tukaj je spet to, jaz mislim, da je ključna ta energija, da ti verjameš, da zaupaš vase, da jaz recimo, ko fotografiram, jaz padam noter, jaz pozabim na vse, jaz ne vem, tudi fotkam in pozabim in dejansko sem imam dober in tako ostali me že čakajo, so živčni, jaz pa še kar fotkam in se še vrnem pol nazaj, ker mi je to ful dobro. Tako da, tudi kar se tiče samega dela, tudi v tujini pa to, pač tudi ful je pomembno, da si s pravimi ljudmi obkrožen, da jaz vedno želim delati res z vrhunskimi ljudmi, ker te pač oni inspirirajo in ti pomagajo in ko se združijo možgančki, je to super. Pa tako, pač treba je delati zelo iskreno s srcem, da
To mislim, da je še najbolj. No. Tudi jaz recimo imam ful enih zgodb iz potovanj. Ne. Recimo v Ugandi so mi ukradali skoraj vso opremo, v Keniji letos so me zaprli, sem bil 16 ur v zaporu, enemu zelo hudmu, ampak to so mogoče pol kasneje kaj bojo. Pa na Grenlandiji tudi so bile že skoraj take kar hude nesreče. No. Enkrat smo zapeljali v en preveč tank led, se je že par psov začel plavati v mrzli vodi, pa enkrat so psi pobegnili z vso opremo. Tako da pač so te težki momenti, ne, ko se zgodijo in misliš, fakt, to je pa res konc, ne, to je pa, ali pa tam v zaporu, ne, shit, kako je to mogoče, ker ne vem, ne moreš ven, kje je svoboda, ker to samo v filmih vidiš, ne, to se ne more tebi zgoditi. Sam pol je ful zanimiv, to je ta energija, yin pa yang, ne, to res je cel shit je pol, ne, res je totalna jeba, ampak pol vedno jaz vem, da bo pol vedno ful dober, ne. In pol je vedno tako res še toliko ful boljšne in je kar že naslednji dan se pa začne kar ena energija in kar vse gre na svoje mesto. In pol vedno se, mislim, ponavadi se mi nekaj zgodi, ampak pol je pa vedno toliko top shit, ne, in pol, ne vem, no, to je težko razložiti, no, ampak tako vse se nekaj dvigne in začnejo ful dobre fotke ratovati in ful dobra svetlova in spoznaš te prave ljudi tam in se pokonektaš z njimi in pol počasi začne nastajati ena taka čarovnija, ne. Zdaj, drugače trenutno, kaj delam je, da zdaj sem se predvsem ukvarjal tudi s begunsko, migrantsko krizo. Tudi za National Geographic sem delal zdaj v zadnjem mesecu in lahko si preberete na internetu, so objavili 2 članka, pa še jaz sem nekaj napisal, kako sem to doživel. Delali smo pa zgodbo v bistvu, probali smo narediti nekaj malo drugačno. Postavili smo se v vlogo Evropejcev in sem naredil zgodbo o tej vasi Rigonce na meji, skozi katero je šlo 100,000 ljudi in smo naredili intervjuje z vaščani, ki ponoči niso mogli spati, niso mogli iti v šolo, helikopterji so brnčeli nad streho cele noči in tako je bilo kar fajn to delati, no, ker mislim, tako veliko vidiš, tako dobiš čisto drugo perspektivo, ne. Nisem se nikoli mislil, da bom fotkal vojne begunce tako 1 uro stran od domače hiše, ne, ali 1 uro pa pol. In pol prideš tja, ne, to mislim prvo noč, ko sem prišel tja s kolegom, to je bilo grozno, ne, to je bilo, ne vem, 2000 ljudi čisto prezeblih na travniku, ko so si kurili ogenj iz plastike, da so se sploh lahko pogreli. Vsi so nas spraševali za deke, za hrano, za pijačo, to je bilo pa, ne vem, 15 policajev pa en novinar, pa tako, kje so bili kakšni prostovoljci, tako čisto je bilo, mislim, res sem bil jezen, na vse sem bil jezen, no, ker nisem mogel razumeti, da se lahko to sploh zgodi, no. Sicer pol se je stvar malo zboljšala, ampak je trajalo tako res dolgo, ne, je trajalo en teden, da se je vse postavilo, tako res sem bil razočaran nad vsem, no. In pol ampak me je to motiviralo in sem res tako delal spet s srcem in so bile te fotke objavljene, zdaj in bojo še ful objavljene. In tudi imam plan, da še delam to naprej. Zdaj se nekaj menim za UNICEF, da bom za njimi nekaj delal. Drugače pa delam še kar na Keniji, tam delam en projekt o čisto eni drugi temi, ki bo tudi upam za National Geographic. Tako da ja, veliko se dogaja. Nekaj so me spraševali, če bi šel v Etiopijo januarja, sam ne vem, bomo videli. Tako da to je to, no, zdaj po moje, ja, 1 uro sem bil skoraj. Wow. Enač, jaz bi se zahvalil za pozornost, pa če imate kakšno vprašanje, pač bodite neslovenski, pa sprašujte. Ja, hvala Ciril, en aplavz, prosim, tole je res super. Zdaj ste malo videli Cirilov mindset, ne, kako pač to dela, ne, on dela vsak dan, on je fotkal vsak dan razmišlja o stvareh. In zaradi tega pol priješ lahko do National Geographica, ne. Pol mene kliče, da moram kaj delati, moram imeti jutri, ker pač jutri je že prepozno, ne, pa kako človeku razložiš, da se to ne da. Kakorkoli že, težko, ne. Kakorkoli že, zdaj bomo še eno vprašanje in ko sem jaz gor, bom imel prvo vprašanje. Kako ti sploh uspe narediti balans med, ne vem, Grenlandijo, National Geographic, tam si živiš življenje in potem po drugi strani oglaševanje in pač
nek projekt, ki ga moraš narediti v enem dnevu zaradi budžeta, da je to narejen, da gre naprej in tako naprej. Kje najdeš ta? Ne, zdaj da nam izpada, da sem čisto totalni norc, ne, da sam delam. Jaz tudi sem se zdaj naučil, da se treba odklopiti, ne, tako da se znam odklopiti in tudi kakšen teden rad zelo pribluzim, ne, gledam filme, ne vem, tako, to mi ful paše. Tako da drugače pa ne, jaz mislim, da glih to, ta balans se mi zdi ful pomemben iz tega, ker hitro, ko greš nekam, ne vem, za 3 tedne in si tam v eni situaciji, zdaj, če ne bi tega balansa imel, ko pridem nazaj, ne, da imam doma tako podporo in da imam tudi tukaj delo, ne, to bi me po moje kar, mislim, bi bilo kar zajebano, tako da mislim, da je to lih super, da mi pomaga malo preklopiti, da delam naprej, in ne vem, lahko, mislim, sigurno je težko kdaj, ne, sploh zdaj je bilo tako, ko sem delal te begunce, ne, en teden in pol za par dni greš v Ljubljano delati in oglaševanje, samo tako pač ne gre življenje naprej in mislim, v bistvu ta oglaševanje, jaz delam zelo sproščeno in imam ful dobro ekipo. Probam delati z ljudmi, ki so tako prizemljeni, ki so normalni, ki niso neki ne vem kva in pol se poznamo vsi in je ful dobra energija in tudi nastanejo dobri oglaševalski projekti zaradi tega, se mi zdi, no. Ko nisi samo v tem noter in samo o tem razmišljaš, to je pač stres, to je pač tako obrtne, ne vidim v tem nekega višjega smisla, mislim, ampak vrat to počnem in mi je ful zabavno, ampak predvsem je tako odgovornost, imaš budžet, imaš to, se moraš potruditi, dejansko pa moraš preklopiti, to pa sigurno, ja. Moraš takrat, ko delaš neko glas, takrat delaš to in to se potrudiš tako 200% srce, razmišljaš o tem, to pa sigurno, ne. A je ta knjiga, recimo, Kiribati tam, ki si bil, ne? Ko pač ta zgodba prišla ven, to so te otoki, pač ki niste videli, to so 1 meter pod vodo vsak dan ali nekaj takega, ne? Pač totalno jih zalije, mislim, otroci se kopijo pred hišo, ker jih cel otok zalije popolnoma. A je ta zgodba potem vplivala kaj recimo naprej na, ne vem, ali se tam stanje kaj izboljšalo, jim kdo pomaga ali kakorkoli že? Ja, to v bistvu jaz imam siguren plan, da se enkrat tja vrnem, pa da primerjam, kako je zdaj, ne. Mislim, Kiribati so še vedno na radarju, ne, zdaj so bili spet v medijih, tam je situacija ta, da to je, ne vem, tam je recimo glavna znamenitost tabla, kjer piše nadmorska višina, ne, in to piše tam 3 metre. Tako da to je pač, ne vem, tam pride en tajfun in bo pač vse sam zradiral, ne. Ljudje so pa, to je pač revna državica, ljudje so tako res, živijo od kokosa in od rib, ki jih lovijo, tako da sploh nimajo možnosti, da pobegnejo stran, ne. Tako da je zelo, veliko se jih seli na Fidži pa Novo Zelandijo, bomo povedali, kaj bo, no. Zdaj sigurno ni tukaj nobenega optimizma, tukaj je samo realno, to slej ko prej oni delajo ful, gradijo neke te zidove postavljajo, ne, pa probajo malo uravnati tokove in seliti hiške bolj na sredino otoka, samo je pa vprašanje, težko reči, kaj bo, no. Mislim, zdaj si se pač precej usmeril v reševanje teh podnebnih stvari, pa to, glede na to, da si bil v Grenlandiji zdaj 3-krat, 2-krat? 4-krat. Koliko opaziš spremembe, ti kot čist, recimo? Ja, recimo na Grenlandiji, jaz sem bil tam skoraj pol leta, 4 potovanja. Ja, recimo ena zanimivost je to, da eni najbolj žrtve podnebnih sprememb, ki so mogoče najmanj znani, tam so recimo psi, ne. Tradicionalno vsak lovec na Grenlandiji je imel tako po 50 psov. Recimo ena vas, ko sem bil zelo veliko tam je še kar v redu, no. Je recimo 200 ljudi in imajo tam 400 do 500 psov. Ampak po celi Grenlandiji vsi pobijajo pse. In to je, jaz tudi poznam lovca, ki je imel še 1 leto nazaj tako 40 psov in letos spomladi, ko sem bil tam, ni bilo teh psov več, ne, tako kje so psi, ne, in pač jih je ali malo prodal, malo jih je probal prodati, ne, malo jih je probal podariti naokoli, ampak dosti jih je pa tudi enostavno pač mogel likvidirati. To je pa zato, ker ne vidijo več smisla, da imajo te pse, ker morje ne zamrzuje več, ne, in morajo investirati v čolne in se jim ne splača za tisti mesec ali pa 2, ko morje zamrzne,
da imajo pse, ne, ker jih je treba čez cel let jih je treba vzdrževati, hraniti in je to ful drago, da se, mislim, ogromno dela je. To je en tak vidik, ne. Ljudje pa tudi tako, ne, mislim, oni bojo že preživeli, ne. Samo bolj je tako, ko se vidiš, koliko se mene tam, kar inspirira, je to neka, tudi pol, ko priletim iz Grenlandije, recimo v Kopenhagen, ne, pa vidiš to zahoden svet, pa se ti kar malo začne mešati, ne. Ker jaz sem bil v teh vaseh, ker je tako res, so vsi zelo povezani, družinsko življenje, sosedski odnosi, tako držijo skupaj, cela vas, igrajo tam bingo 2krat na teden, tako res je ful, tako tak, ne vem, kaj je en planet, no, sploh ne moreš vedeti, da to obstaja. In zdaj, kar se pa dogaja, da se ful se selijo v mesta, ta življenje postaja skozi težje, tudi zaradi podnebnih sprememb, ker podnebne spremembe tudi v bistvu kar povzročajo so zelo nestanovitno vreme, ne. Recimo enkrat je zelo mrzlo, enkrat je zelo vroče in pol morje malo zamrzne, pol odmrzne, pol zamrzne in pol niti čolne ne morejo uporabljati in je težko sploh preživeti, ne, tudi kot ribič, ne. Veliko je enih nesreč, veliko je tako, tako da mladi sploh ne vidijo smisla, da se s tem še ukvarjajo, ker je to preveč postalo zajebano in pač pol pristanejo v enih blokih v mestih, ker je pa tako spet McDonald's in tako. Zdaj pa, rokice gor, pa mikrofon rabite za vprašanje. To prvi. Ja. Vemo, da je neko razmerje med talentom pa trdim delom obstaja, ne. Po, ko greš pa v bistvu nekaj res delati, je pa še eno razmerje in sicer eno to, da si tam, kaj treba, ne. Druga, kar pa jaz vidim za take fotke, ki jih delaš, je precej pomembna neka družabna komponenta, socialna, da prideš ljudem domov, da prideš v bistvu na njihova dvorišča, da te pustijo otrokom fotkati in pse in tako naprej. Kako kle prideš čez, na kakšen način v bistvu prideš do tega, da se jim toliko lahko približaš, pa na različnih koncih koncev? Mislim, to ne vem, to je čisto osebno, mislim, to je čisto, ne vem, osebna komponenta, ne vem. Mislim, ful moraš imeti rad ljudi, ne, tako, biti moraš tako socialen, ne, pa mora te res zanimati, ne, njihovo življenje in pol, ne vem, tudi včasih, ne vem, prve dni sploh nekaj ne fotkam veliko, ne, se probam res malo spoprijateljiti, pa razložiti, malo pokažem, kaj delam, imam s sabo, ne vem, iPad, pa jim malo pokažem moje slike, pa razložim. Tukaj recimo, ko sem delal te begunce, ne, v Rigoncah sem tudi prišel noter, ne, ampak to je bilo tudi, mogel sem, pač ljudje valjda najprej rečejo, ne, namo se slikali, kvaj za to, ampak pol jim razložiš, ne, da je to pomembno, pa malo pokažem, ne, in pol pa rečem, okej, mogoče pa, pač ti, mogoče pa prav, da ja, da ti odpremo vrata in kar se tiče pa teh skupnosti, je pa, na Grenlandiji sem imel tudi dosti srečo, no, da sem ta pravi ljudi spoznal, da sem spoznal tam eno sirotišnico, in tam vodi to ena skupina ljudi, ki vse poznajo in so videli tudi moje slike in pa so mi predstavili ta pravim lovcem, ta pravim družinam, da in pa bilo treba biti sam tako pač, ne vem, tak, iskren moraš biti, ne vem, pokazati srce, tako, da se res zanima to, ne. To ni tako, gaš malo potovati, pa malo dajmo še fotko, to greš res tja in tako, te mora res, ne, to sem tudi imel srečo, da sem delal s parimi novinarji, ker sem se to malo od njih naučil, ne. Ko sem delal Aljasko, sem se res veliko naučil, te pristopi pa tehnike, ne, da tudi včasih kakšen se moraš sam sprostiti in malo let it go, iti v vaški pub, ne vem, spet kakšen pirček in pol se kar začnejo dogajati ene zadeve, pa te kdo povabi na en izlet in pol greš k njim domov, ne, in ampak to, da pa fotkam, to mi pa nikoli ni problem, to pa tudi, ne, se mi zdi, da so še hujše stvari v življenju, kot pa da enega fotkaš, ne, tako. No, evo. Zdrav. Olega. Najprej hvala za to jutranko, super je bilo, čestitke za vse. Še kaj me zanima, ne, ko malo govoriš o tej oglaševalski fotografiji nasproti temu, kaj delaš res za srcem, ne, pa potem o oglaševalski fotografiji rečeš tako malo, ne, pa se pol ven zvlečeš, da delaš to tudi srcem, ne. Mene zanima to, ne, recimo, koliko lahko ti nekega tega, ne, kaj daš v bistvu v te projekte, ki so tvoji osebni projekti in recimo, ko gledaš tvoje fotke, je res tako, da si tam, je začutiš tisto
tisti feeling tistega človeka, ki tam gleda v tistem hladnem vesolju, razumeš? Mislim, saj jaz tako doživljam tvoje fotke, ne? Zdaj pa me zanima, koliko ti tega lahko prelivaš recimo v komercialne projekte, kot so oglaševalski, ne? Ker recimo meni je super delati z ljudmi, ne? Ki so pa na kateremkoli področju, ali je to, ne vem, ilustrator, ali je to režiser, whatever, ki je ful moč na nekem čist X področju, ne? Tako recimo imaš ti to dokumentarno fotografijo ali pa recimo s cizlom, ne? Ki ima nek svoj stil, nek svoj svet in tako dalje in mi ga je ful fajn recimo iz tega sveta povleči ven, ga postaviti v neko drugo, njemu ne udobno pozicijo, ne? In pol ga malo črviči, pa je malo nervozen, ampak se zgodijo potem ful dobre stvari za naš svet, ne, za ta oglaševalski svet, ne, ker če hočem neko advertising fotko, pa ne nazadnje pač greš na ta šater, ne, ampak veš, tega neke kvalitete, ki jih ti lahko preslikaš iz tega tvojega sveta, bi po moje lahko ful zašekale, ne, te naše projekte, ne, kaj v bistvu, mislim, kako gledaš na to, ali priješ na set, pa se jaz vem, kako gledaš, ne, ampak kako recimo ne, če to ubesediš zdaj, ne, koliko tega lahko prelivaš in tako dalje, ne, veš, da so tudi ti projekti potem drugačni, da ni just another advertising photography. Ne, se čisto To tukaj... je bilo vprašanje, ali pa... Vsi sem sam čakal, kdaj bo on. Ne, se dober point povedal. Tina kar zna. Ne, tukaj je čisto simpel, no, mene drive dokumentarna fotografija, ne, meni je super loviti trenutke. Nek real life, ne. Zdaj dobro, če to zdaj neka režirana situacija in brief, ampak probam skozi bolj delati tudi, da, ne vem, probam te ljudi, te modele tako malo, ne vem, da malo pozabijo na vse, no, da gremo v en drug svet, no, in fotkamo, ne vem, neke trenutke, ampak tukaj, žal so tukaj, to se ponavlja vsake tukaj gor, ne, pač problem so dejansko tudi budžeti, ne, v Sloveniji, ne. V tujini recimo obstaja agencija Magnum v Parizu in New Yorku, ne. To so neki stari fotografi, ampak zelo, pač so mi inspiracija ful, ne, in oni delajo tudi zelo močne osebne projekte in ko delajo recimo advertising za Nike ali pa, ne vem, bilo kaj, ne, to, ne vem, jih pošljejo tako za par tednov, ne. In je pol v bistvu čisto oseben projekt, ne, in to pol potem, ne vem, Nike ali Adidas samo uporabi in spodaj da logotip, ne. Tako da tukaj, ne vem, pač meni so super projekti, ker imaš proste roke, kjer lahko res daš avtorstvo, ne. Zdaj, in tukaj je ful razlika, ne, ali imaš ti zdaj nek zelo jasen brief, ne, in skico, ne, fotka mora tako biti, ne. Tukaj, tam kot fotograf, v bistvu, mislim, dobro, si daš srce noter, ne, jaz ko fotkam, jaz padam noter. Ampak težko pa zdaj, mislim, narediš nek upgrade, sigurno, ne. Ampak super je pa recimo, če imaš ti brief in, ne vem, greš malo po Ljubljani in fotkaš ljudi ali pa, ne vem, greš fotkat, ne vem, tamle v Škofjo Loko ali kva, ali sem zdaj, a veš, to tisto mi zdi, da mogoče pa tudi to, ne, škoda je, da ni več drznosti, ne, da se ne razume več te kontinuitete, konsistence z vizualno komunikacijo, ne, da se to ve, aha, to je pa fotka tega, to je pa, ne, to se zdaj malo spreminja, ne, ampak tako da, to je to, ne, Slovenija je vseeno zelo majhen trg, ne, to je, ampak ne vem, meni je vseeno tukaj super, ne, tudi naše agencije, kar jaz delam z njimi, so ljudje, ne vem, trdo delajo in se sam čudim, kako lahko, ne, grejo skozi vse te prepreke in da še kaj dobrega nastane kdaj, ne, tako da to je sigurno res. Ti ne boš mogel. Bolj se boš mogel potruditi, ali? Dajmo. Naslednji. Karkoli. A bom jaz mogel? Kako ti zdrži oprema sploh v mrazu, v vetru? Ja, to ne smem govoriti. Ne, vem, da ne smeš, ja. Kaj pa lahko veš temu, da ti dela? Vse super dela. Ne, jaz fotkam... Imaš kakšen trika, veš, kako pač si na minus 30 v uno oblečen, čisto krzno, ko medved in pol... A je fotoaparat tudi tako oblečen? Leica je v bistvu na nek način so malo moji sponzorji, ne. Tako da super dela Leica, tako da kupite jo.
Ne, drugače pa ne, so problemi, valjda, ne. Lahko gre vse, pač lahko imaš celo štalo in tudi sem že imel in tudi sem fotke že nisem naredil, ker je kaj zatajil, ne. Zaradi mraza, ker... Zdaj si šel nekam 30 km s psi in potem tam Mislim, problem je, ko si v vasi, niti ni tak problem, ne, ali pa ko si noter, ne. Noter je itak ful vroče, ko imajo one štedilnike, ampak ko si pa na ledu, ne, tako po 80 ur, ne, takrat se jaz posodim, imam v bistvu imam vse njihova oblačila, ne. To so pač jakne s tjulnovo kožo in to je res najboljši protektor, no. Ko si tam na sankah na ledu po 10 ur, ne, ko te ta led začne res, čutiš ga, no, ko hodiš po njemu, to je, gre skozi vse kosti in tudi pol oprema, ne, pač probam imeti tako pod tem krznom, ne, baterije pa memory kartice, ampak tudi veliko, mislim, ponovadi memory kartice bolj, ko ne crknejo, pol počas baterije sem mogel tudi že zamenjati vse. Tako da... Obleko imaš eno, ti vedno novo dajo, ko prej. Ne, to je... imajo tam renting. Rented, cool. Še kdo? Dajmo še kaj vprašati. Prej si omenil Instagram, pa kako bi si vse nekaj zastonj, pa tako, kako pa pač ta tehnologija, mobilni telefoni, pa Instagram, pa tako vpliva na vaš biznis, pa mislim, a bi lahko actually pol kakšen projekt za National s telefonom po fotku, pa tako, a si kaj takega lahko predstavljaš? Mislim, da je zdaj National Geographic celo objavil ene fotke s telefonom, ko je bila ena zgodba o šerpah, se mi zdi, da so dali eno panoramo, ki je bila s telefonom narejena. Drugače pa ne, mislim, jaz s telefonom zelo malo slikam, no. Mislim, slikam, ampak imam to lajko, ki je zelo majhna in s tem non-stop delam. Drugače pa Instagram je, jaz mislim, da tukaj nekaj bo, no, sigurno v prihodnosti in tudi jaz dobivam projekte prek Instagrama. Ampak ne, da mi na Instagram piše, ampak pol so me videli na Instagramu in pol, mislim, imel sem že v igri, mislim, zelo velike projekte, no. Tako, za tuje oglaševalske agencije, revije, NGO-vi, velike te pol ful zanimanja, ampak da se pol dejansko kaj zgodi, ne, je zelo majhen procent, ampak je pa, mislim, zelo močna platforma, no. Sploh pri teh Američanih, ne, ko te, mislim, to je tam je tega sploh ful, no. Tudi, to sem pozabil povedati, ne, s temi Američanih, ne, ta Instagram, ne. Tam je, mislim, to je res, ko greš tja, ko greš v New York pa na te workshope, ne, to je že ta njihov karakter, ne, to je, oni to so tako kot eni stroji, ne, tako, to so vsi tam toliko samozavestni in pa prideš tam en fant iz vasi in pol tam vse, ne, tam je sploh ta Instagram, ne, poznam ljudi, ki so čisto obsedeni in ampak, ne vem, jaz to probam tako narediti čim bolj spotoma, no, pa ni pa zdaj tako, da bi direkt z tega kaj lahko zaslužil, to pa bolj tako, pač to je en kanal, ne, ki se mi zdi pa ful zabaven, pa. Glede na to, da imaš dostop do National Geographic kanala z, ne vem, 22 milijoni followerjev, koliko cajta razmišljaš, pa še objavil gor? 36 milijoni. Ajde malenkosti, no. Je, ne, zelo malo, mislim, v bistvu oni tudi, jaz sem pač eden izmed, mislim, da nas je enih, ne vem, 60-70 fotografov od National Geographica, ki imamo direkten dostop do Instagrama, ne. Zdaj mislim, da je 36 milijonov followerjev. Ne vem, pač danes, preden sem šel spat, danes sem objavil fotko, sem 10 minut porabil. Tako s potom, pa zjutraj pogledaš, da je bilo, ne vem, koliko 300,000 lajkov. Sem pač, ne vem, to je, mislim, najprej mi je bilo to ful wow, ne, zdaj pa pač, mislim, zdaj koliko je od tega, tudi veliko je to enih najstnikov, pa tako, nisem zdaj vprašanje, no. Je pa fajn, da lahko komuniciraš, ne, tudi to, mislim, zdaj se mi najbolj uporabno pri teh beguncih, no, ker sem lahko objavil tudi tam in pa je bil dejansko impact, ker so tudi prišli kakšni prostovoljci, pa organizacijo so mi pisale, ker mogoče niti niso vedeli, da je tam taka štala. Cool. Mene zanima, veliko smo si govorili o tem, kako uravnavaš ravnotežje med recimo komercialno fotografijo pa dokumentarno. Zdaj me pa zanima,
kako pa uravnavaš, da imaš neko ravnotežje med fotografijo pa med zasebnim lifeom? Ja, Kako ja. recimo živeti z enim človekom, ki veliko lifea gleda skozi objektiv? Je to Čak bomo dali ženi mikrofon. Ne, mislim, vse včasih je težko, no, valjda, ne. Sam zdaj tudi probam, najbolj težko je bilo, ko sem šel za National Geographic za 2 meseca na Grenlandijo, ne. In to v enem takemu času, ko tam počasi nastaja tema, ker te itak nič ne gre, ne, ker je toliko vse temno in tudi oni so kot postanejo eni tjulni polhi, se zabubijo vsi in se nič ne dogaja. Drugače pa, ne vem, ko grem za 2 tedna, 3 tedne, to je zdaj bolj kot na en maks, no. Mislim, za 1 mesec tudi ne vidim smisla, da greš, ker tudi se mi zdi, da ko greš nekaj delati v tujino, tako kot jaz, da rabiš nek deadline, da prideš nazaj, ne. Se pravi, 2-3 tedna je veliko dosti, mislim, 3 tedne je optimalno, ker prvi teden malo raziskuješ, pa drugi teden so pa najboljše fotke, ta zadnji teden pa že bolj slovo, ne. In to je dovolj, zato da ostaneš fokusiran, ker dejansko, ko grem jaz delati vsak dan, ostanem zjutraj, delam cel dan in sem full fokusiran, ne. To je res popoln fokus. In če bi šel pa za dalj časa, bi pa tam začel živeti, ne vem, ni to v redu, ne. Tako da, in tako, ne vem, 2-3 tedna, ko prideš nazaj domov, to je pol še boljše, ne, si še, ne vem, je še bolj zanimivo, ne vem. Če si skozi doma na Lima, tudi ni fajn, po mojem, ne vem. Bomo vsem dali mikrofon ženi, sama še enkrat. Še kdo? Naj ti bo, no. Poročen si še vedno, tako da v redu je. Še kdo? Ne? Živijo. Jaz bi te pa še vprašal, prej je bilo govora, ne, o briefih pa o oglaševalski fotografiji. Kakšni so pa briefi zdaj tle pri dokumentarni fotografiji? Verjetno spet ni zdaj, mislim, kakšna je širina ali pa neka jasna začrtanost briefa pri dokumentarni fotografiji? Ja, to je mene ful presenetilo, ne. National Geographic, jaz bi si predstavljal, da, mislim, jaz sem bil na National Geographicu ene parkrat, ne, tudi letos sem šel pol, za 1 teden v Washington so me v bistvu povabili izključno samo, da fotke zbiramo, ne, tako en dober teden, to bo čist hud, boljš kot katerikoli faks, ampak ko so mi pa tja poslali, to je bilo pa, jaz sem ful pričakoval, da bo to neka Skype konferenca, da bo full briefing, kva vse moram pofotkati, ampak ne, ne. Pač, to je bil pač telefon, mislim, dobila so se 2-krat na Skypeu, 3-krat z editorjem, ampak so se tako pogovarjala. In on, kar je meni povedal, je ti sam fotki, tako kot si do zdaj fotkal, da ne boš fotkal kaj drugače, ker delaš kao za National Geographic, tako da popolnoma proste roke. In to sem jaz v bistvu pol še premalo razumel, ne. Ker sem šel tja, sem bil ful živčen na prvi teden, ker sem ful mislil, jaz zdaj sem pa ne, še celo imel sem en dodaten objektiv in sem se čisto zakompliciral življenje. In 2 fotoaparata, ker zdaj sem pa National Geographic in čisto katastrofa, ne. Tako da po enem tednu sem fotoaparat stran vrgel in sem delal tako, kot sem naprej delal, ne. In to so ful oni poudarjali. Tudi pa sem vmes in slike pošiljal in tako je on je rekel, ja, super, the best, sam naprej, tako da to je to, no, mislim. Čist proste roke in nobenih, tudi kar delam za Nemce, no, tam je malo drugače, za to revijo Geo sem tudi dosti delal, tam je malo drugače, no, Nemci so malo bolj tako. Ja, tam je bil spisek. Je pa treba vedeti, da je Ciril mislim, uspešen zaradi tega, ker je blazno zahteven do sebe, ne. Ne vem, on je v Grenlandiji 1 mesec, pa mi prinese 30 fotk, pa gledava tiste, kva si pa delal pol tam 1 mesec, ne. Ampak on že vsaka, ki je, ima že zgodbo in zahtevnost in je že razčiščena, ne vem, zakaj pol mene sprašuje za mnenje, ampak nima veze pač. Ne, mislim, on je vedno toliko zahteven in zdaj pač ali dela za dokumentarce ali za advertising, je pač isto, to je tisto, zaradi tega je uspešen, ne. Ker kako on temu reče, da not pade, da omeni, da je blazno zahteven tam, kaj dela, ne. Pol mu je brief čist isti šmoran, ne. Ma ja, te sploh ne razmišljam, no. Pač, jaz sem fajn, ko fotkam, to je pa to, no, mislim, pač, in tudi, ko vidim, tudi, ko se ti pol sprede do zasvečenosti, ampak pol čez 1 teden, če je neka huda svetlova, pa, ne vem, polna luna, ali ne vem, pač te potegne, ne, pač, ker moraš fotkati. A te bo kdaj video? Bo kakšen video, kdaj iz tega? Ne vem, mislim, video me ful leče, tudi zdaj sem začel nekaj malo snemati sam. Pri videu mislim, da rabiš tako kar ekipo in mislim, ta proces, ko planiraš, ne vem, scenarij, ne vem, da tukaj bi rabiš, ne vem, mislim, po mojem na eni točki bom probal nekaj narediti, no, sigurno.
Ker tudi velikokrat vidim kakšno zadevo, pa si mislim, ja, se to bi se dalo pa boljše narediti, ne. Še bolj z občutkom, še boljša fotografija, še bolj emocij. Sam ne vem, tudi zdaj, dejansko zdaj trenutno je ful malo časa in Cool, še kakšno vprašanje? Živijo. Jaz bi pa vprašala, ko primerjaš Aljasko, Grenlandijo, lahko najdeš kakšne vzporednice, razlike, obe dve sta zelo močni, tudi s stališča podnebja kot takega ekstremnega okolja, svoje doživljanje recimo. Ja, kar se tiče podnebja, je dosti podobnosti, ne. Kar se tiče ljudi, pa totalna razlika, ne. Ker Aljaska je pač Amerika, ne. To je pač ena izmed zveznih držav Amerike in pač to je taka kultura, ki je mene malo kar razočarala, ne. Ljudje so tako vsi na Coca-Coli in na fast foodu in to tudi prodira v te majhne vasice, a ne, in je res katastrofa, tudi sociala je ful slaba. Grenlandija ima pa to srečo, da je še vseeno povezana z Dansko, ne, in ima zelo velik priliv danskih kron, pridejo milijoni na Grenlandijo in lahko še vzdržujejo tudi neko to življenje na teh skupnostih na malo višjem nivoju, no. Se pravi, imajo socialo, imajo infrastrukturo, na vsak manjšo vasico lahko poleti helikopter, ne, so povezave, zdravniška oskrba, tako da je ena ful velika razlika, no. Tudi, ne vem, na Grenlandiji sem bolj začutil ljudi, čeprav mislim, ne vem, Aljaska je tako, ne, pač ta ameriška kultura, no, se začuti sigurno. Še kdo? Ne? No, je treba iti na... Še eno? Valjda. Veš, kaj bi te sam še vprašal, ne? Zanima me, zdaj v okviru dokumentarne fotografije, ne? Koliko ti tle loviš momentov, pa koliko je tudi nekih staged momentov, predvsem recimo v principu nekih portretov, ne? Ja. Recimo človek tam sred tiste ledene kepe pač služi za to, da ti poveš to zgodbo, ampak si predstavljam, da do neke mere vseeno mora biti nekih staged momentov, ne? Kar se tiče portretov, pri portretu je tako, da to ful ljudi ne razume, ne, ampak portret moraš ti, pač to je kot volan na avtu, ne, ti moraš pač to voditi in portret moraš nekako, ne tako, da zdaj poveš, zdaj pa je tke, pa kaj, ampak tako, subtilno, ne, moraš imeti stvar v svojih rokah in narediš portret, ne, ali mogoče tudi se pogovarjaš s človekom in pol nastane fotka, ne, ampak ta fotka, ki je na naslovki, to je seveda, ne, mi smo se vozili okoli s čolnom in potem smo se malo hecali in tam ta Albert, ne, jaz ga malo začnem provocirati, kaj če bi ti stopil na ta leden kos, ne, in pol dejansko stopil, ne, in sem fotkal, ne, tako da valjda sem zrežiral, ampak se mi je zdelo pomembno to povedati, ker dobro ponazori podnebne spremembe, no, tako da mislim, da imam eno tako miks, ne, imam trenutke, pa imam tudi stvari, kjer so portreti več ali manj in kjer seveda moraš, ne, pač poseči noter, ne. Čeprav tudi to, pač jaz še vedno ful delam, ne, in delam na svojem vizualnem jeziku in se učim in tako da ne vem, kaj bo naprej, no, ampak mogoče bom sprejemal pristop tudi na eni točki, pa bomo videli. Cool, evo, še enkrat Ciril Jazbec, sem pa je zahvalil. Ja. Odlično si nas zapeljal v svojo zgodbo. Okay. Ni kaj dodati, jaz sem vam sam zahvalil, da je delal naš sponzor, pa da smo v centralni postaji, pa da je bilo posneto živo, da je Mogada fotkal, da je Snad posnel. Ne, Mogada ni fotkal, Mad Pixel je fotkal, Mogada je zvok dal in tako naprej, Madonna se že miksa. Mi se vidimo spet decembra in potem se vidimo spet januarja, ker se vidimo vsak mesec. Zdaj bomo pa sprostil samo še eno stvar. Lepo prosim, če vsi vstanete. Tako, no, vstanemo, evo. In zdaj se obrnete proti unmu, ki ga ne poznate in se predstavite. No, dajmo. Daj me, izklopi zvok, prosim. 1, 2, 3. Ha.
Thank you.